Lepo pozdravljeni. Izpolnjevanje pogoja PCT bo od srede obvezno za vse zaposlene in uporabnike storitev. Ta bo veljal tudi za obisk bencinskega servisa, pošte, banke in celo zdravnika. Pogoj PCT bo od srede veljal praktično povsod, izjema je oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami. Torej, če greste v prodajalno, ki v pretežni meri prodaja živila in pijačo, PCT pogoja ne potrebujete. Ukolikor greste v takšno prodajalno, ki se nahaja znotraj trgovskega centra, pa PCT pogoj potrebujete. Enako velja za specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. Vsi potrošniki, ki niso prebolevniki ali cepljeni, morajo HAK test opravljati na 48 ur ali PCR na 72 ur. Če potrošnik tega pogoja ne bo izpolnjeval, ne bo mogel koristiti določene storitve, strošek testiranja pa bo breme vsakega posameznika. Med izjemami ni niti obisk pošte, banke, bencinskega servisa ali celo zdravnika, razen v primeru nujne pomoči ali če k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta. Pogoj PCT bodo sicer morali izpolnjevati prav vsi zaposleni tako v javnem kot zasebnem sektorju. Zadostovalo bo samo testiranje enkrat tedensko v enakih presledkih, stroške testov mora kriti delodajalec. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na delovnem mestu organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Zaposlenim, ki se bodo samotestirali, ta test ne bo zadostoval za obisk trgovskega centra, gostinskega lokala, frizerja in podobno, kjer je obvezen le hitri ali PCR test. V Spodnjem Starem Gradu je zrasel nov krajevni dom, ki so ga v soboto tudi slavnostno odprli. Nov večnamenski dom je namenjen za druženje ter različne aktivnosti, prostore pa nudi tudi krajevni skupnosti in društvom. V njem je dvorana za približno 100 ljudi in manjša sejna soba v mansardi. Mi smo mlada krajevna skupnost, nastala leta 2010 izločenim iz krajevne skupnosti Dolenja vas, tako da imamo v svoji sredini tudi že društva, pa verjamem, da bojo mladi našli še interes in tudi oni s svojimi aktivnostmi pripeljali društva v to okolje, kjer se bodo lahko razvijala. Meni kot krajanki in krajanima v drugima tudi pomeni zelo velik kutak, ki se bomo lahko dobivali, ki bomo lahko telovadili, ki se bomo namreč družili, pa tudi rokodelna, kakor se dela delali, tako da za vse priložnosti ga bomo izkoristili, za kako rojsten dan, otroški rojsten dnevi, ker tega tukaj primanjkuje. Ja, krajani mislim, da so kar veseli, da so to dobili, so kar nekaj časa in tudi truda vložili v to, tako da zdaj pa bomo videli, kakšne prireditve bomo tukaj lahko imeli, tudi za skavte mislim, da se bo dobro lahko ponucali, da bo prišel prav, nam bo pri roki, pa blizu, da ga imamo. Temeljni kamen za ta objekt so postavili že pred 7 leti. To je tako. Do 3. gradbene faze ga je zgradilo podjetje Kostak. Občina mu je iz svojega proračuna namenila zgolj 50 000 evrov, vse ostalo pa je bilo breme krajevne skupnosti. In glede na to, na velikost tega našega proračuna, smo pač gradili 7 let in tako je nastal ta lep objekt. Prvo fazo izgradnje večnamenskega doma je sicer tudi financirala družba Kostak na podlagi sporazuma o izpolnitvi zavez zaradi nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Kostak je bil izvajalec, določen del smo tudi sufinancirali, pomagali narediti, ker mislim, da je to naša tudi odgovornost in dolžnost, ker na koncu konca sobivanje s takšnim enim industrijskim objektom, ki je v neposrednji bližini Kostakom, terja od nas, da se tako tudi obnašamo do sosedov. V preteklih 7 letih je bilo in slabih in dobrih stvari, ampak generalno smo se vedno uspeli dogovoriti. Krajane moti predvsem smrad, ki še vedno prihaja v tam, pa včasih tudi drobni majhni delčki, ki jim rečete lahko gorivo, ga raznaša v okolico in to bi želeli nekako, da se zajezi. Zaradi obljube, da se bo predelava teh odpadkov izvršila v enem samem objektu in na tega še čakamo, ki ga bo zgradilo podjetje Kostak, verjamem, da bojo vse te moteči elementi, ki so zdaj odpadli. Kot pravi predsednik uprave Kostaka, v družbi kmalu načrtujejo izgradnjo novega centra, ki bo zajemal celoten proces obdelave odpadkov in s tem zmanjšal vplive na okolje.
Kostak gre v novo investicijo, če pridobimo gradbeno dovoljenje do konc leta 2022 predvidevamo, da bojo vsi odpadki, ki se pripeljajo na naš center, bili pod streho, bojo v zaprtem delu in bojo vplivi na okolje minimalni. To želim za naše sodelavce, za naše sovaščane, ki so tukaj, in za kompletni Kostak. V krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, živi približno 310 prebivalcev. V četrtek bo v Brežicah potekal posvet o aktualnih vprašanjih povezanih z romsko populacijo v občini, predvsem na območju krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem, ki jih je že sredi julija na srečanju izpostavila tamkajšnja civilna iniciativa. Krajani Velike Doline so zaskrbljeni glede razvoja dogodkov, ki naj bi se v skupnosti pojavili po naselitvah 2 družin romske skupnosti. Vsega se dogaja, enkrat je mir, 2 dni je mir, 3. dan že spet se kregajo, tepejo med seboj. Ne? Tako da nismo sploh zadovoljni. Zaklepati moramo čisto vse pospravljati. Ropajo okoli, kradejo. Po drugih vaseh tudi, ne samo. Dirajo v hiše. Tako da res ni to. Ni za zdržati na več. V Brežicah zato pripravljajo posvet, na katerem nameravajo širše spregovoriti o vprašanjih, ki jih je izpostavila civilna iniciativa, ki se je oblikovala na območju krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem. Sami se zavedamo, da to ni vprašanje, na katerega bi lahko odgovarjali oziroma izvajali rešitve znotraj občine, ki na tem področju nima pristojnosti. Zato je župan na posvet povabil vse inštitucije ter posameznike, za katere meni, da bi lahko s svojim delom prispevali k rešitvi. Četrtkov posvet pa ni prva priložnost za seznanitev z razmerami na tem območju, pravi sogovornica, saj so jih predstavniki obeh krajevnih skupnosti in civilne iniciative o tem seznanili že na 2 posvetih ter župana pozvali k odgovorom. Župan je na zadnjem srečanju povedal, da žal občina nima pristojnosti znotraj postopkov preseljevanje, kot so jih oni poimenovali, da občina ni tista, ki bi nekomu dovoljevala ali preprečevala preselitev na območje in da dejansko si verjetno tega niti ne želimo. Nesoglasja se lahko rešijo le s sodelovanjem inštitucij. Glede na pretekle izkušnje pa ne moremo izključiti, da sta nastanek in delovanje civilnih iniciativ povezana z bližajočimi se lokalnimi volitvami. V Cerkljah ob Krki so predstavili vojaški vaji Rok Kleščman in Zvezda Triglava. Gre za skupna urjenja Slovenske vojske s pripadniki zavezništva, ki potekajo od 6. do 23. septembra. Vaji Rok Kleščman in Zvezda Triglava potekata na širšem območju Cerkelj ob Krki, Postojne in Bohinjske Bele. Kot so poudarili predstavniki Slovenske vojske, je namen mednarodnih vojaških vaj krepitev lastnih zmogljivosti ter izboljševanje povezljivosti z zavezniki na kopnem in v zraku. Na vaji Rok Kleščman na vadišču Postojna in strelišču Bač sodeluje okoli 800 udeležencev in je ena največjih vaj Slovenske vojske v tem letu. Nosilec vaje je 74. pehotni polk, sodelujejo pa za zračno podporo 15. polk vojaškega letalstva, z minometi pa baterija za ognjeno podporo Rodovskega bataljona 72. brigade. V vajo so vključene skoraj vse enote Slovenske vojske. Naš primarni cilj je urjenje bojnih postopkov in izvedba taktičnih vaj z bojnim streljanjem ravni pehotnega voda. Sekundarni cilji pa so izboljšanje interoperabilnosti, sodelovanje z zavezniki, nočna streljanja, delovanje po noči in boj v naselju. Ta teden na letališču gostimo 8 letal F-16 iz 31. lovskega polka iz Avjana, s katerim bo 15. polk vojaškega letalstva izvajal različna skupna usposabljanja, predvsem s posadkami letal Pilatus PC-9, kontrolorji združenega ognja ter 16. centrom za nadzor in kontrolo zračnega prostora
s katerim bodo urili postopke varovanja in zaščite zračnega prostora Republike Slovenije. Poveljnik 132. gorskega polka je predstavil vajo Zvezda Triglava, ki poteka v 3 fazah. Namen vaje je dvig usposobljenosti enot na področju gorskega bojevanja, izmenjava izkušenj, predvsem pa tudi izboljšanje civilno-vojaškega sodelovanja. Kot so še dodali predstavniki Slovenske vojske, skušajo pri izvajanju vojaških vaj čim manj motiti okoliške prebivalce, promet in naravno okolje. Mi smo se zelo potrudili, da bi minimalizirali moteče dejavnike v okolju, torej vsi prevozi, potem obveščanje lokalne skupnosti, zapiranje cest, tudi danes recimo čakamo na ta zračni desant, padalski skok, torej skušali smo zmanjšati ta okna, ko moramo zapirati karkoli, in pa tudi strogo se držimo določenih omejitev pri izvajanju aktivnosti, torej do 11. ure zvečer, čez vikend, minimalno hrupa. Vaji bosta potekali do petka 23. septembra. V sklopu nadgradnje športno-rekreacijskih površin za otroke so v Sevniškem parku ob Savi umestili skakalno blazino iz varjenega PVC platna. Gre za velik v tla vgrajen trampolin velikosti 78 kvadratnih metrov in ga lahko sočasno uporablja do 16 oseb. Sledi krajši pregled športa. V galeriji Božidar Jakac so odprli mednarodno razstavo Vezi, Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama. Avtoric Aste Vrečko in Dajane Vlajisavljević. Na razstavi predstavljajo slovenske umetnice in umetnike, ki so med obema vojnama študirali v Zagrebu. Teh je bilo kar 95. Gre za velika imena, kot so denimo Gabriel Stupica, Zoran Mušič, Bara Remec, France Mihelič, Jože Gorjup, Zoran Didek in drugi. Te umetniki so v tem obdobju bili relativno mladi, nekateri proti koncu 30 pa že zelo pomembni in oblikovani umetniki. Recimo Maksim Sedej je leta 1940 že razstavljal skupaj s svojim nekdanjim profesorjem Marinom Tatarja na Beneškem bienalu, kar smo tudi predstavili na razstavi. Na razstavi so umetnike predstavili skupaj z njihovimi profesorji Meštrovićem, Babičem, Becičem, pa tudi s kolegi in z nekdanjimi sošolci. Namreč želeli smo nekako celostno predstaviti ta predvojna leta, to obdobje njihovega formiranja, oblikovanja, kjer se tudi so oblikovali slovensko umetnost v nekem likovnem slogu imenovanem barvni realizem. Po vojni pa so ti umetniki bili prvi profesori Slovenske likovne akademije, ustanovljene leta 1945, na čelu katere je bil ravno Božidar Jakac kot rektor, po katerem pa nosi tudi ta galerija imen. Umetniška dela slovenskih umetnikov predstavljajo skupaj z deli njihovih hrvaških kolegov. V nekoliko drugačni izvedbi je bila razstava spomladi na ogled v Nacionalnem muzeju moderne umetnosti v Zagrebu. Ta dijela, znači 48 umjetnina iz našeg muzeja, su zapravo u toj velikoj količini vjerovatno prvi put, ako ne prvi put, a onda u našoj nedavnoj povijesti prvi put prezentirana u Sloveniji. Tako da, mislim, ovdje u Kostanjevici se mogu vidjeti najznačajnija dijela grupe Trojice, grupe Zemlje i povezanih umjetnika. To je zapravo, mislim, jedan veliki privilegij za slovensku publiku. Na tej razstavi smo uspeli dobiti še nova dela, ki niso bila predstavljena v Zagrebu, zlasti iz številnih zasebnih zbirk, pa tudi iz javnih institucij, ki so nam prijazno posodila dela. Gre za razstavo, ki je bila kar v veliki meri pravzaprav že predstavljena v Zagrebu v nekoliko drugačnem konceptu, ker smo seveda
seveda mi hoteli tam pokazati bolj naše avtorje in bolj neke ikonične slike, ki jih tokrat nismo uvrstili na razstavo slovenskih avtorjev in nekoliko manj hrvaških. Tukaj smo pa več res ikoničnih hrvaških avtorjev vključili, ker jih seveda slovenska javnost manj pozna kot hrvaška, in poskušali od slovenskih avtorjev poiskati več teh, ki so raritete, ki so mogoče prvič po vojni zopet razstavljene, ki so v privatnih zbirkah. Razstava bo na ogled do 13. februarja. Za konec poglejmo še na splet. Sledijo najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo tokratno oddajo. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.